Predlog nove strategije sledi točno tej predpisani strukturi. Najprej opredeli razvojne usmeritve Republike Slovenije kot delničarke ali družbenice družb. Osnova sta agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in strategija razvoja Slovenije 2030. Dokumenta temeljita na enakih predpostavkah in vključujeta podobne cilje, na podlagi katerih predlog strategije v povezavi z drugimi relevantnimi zakoni ter nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi akti oblikuje splošne razvojne usmeritve pri upravljanju družb v državni lasti. To so človekove pravice in družbena odgovornost, enakost spolov, trajnostni viri energije, razvoj infrastrukture, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, obvladovanje tveganj, dvig produktivnosti in krepitev sistema korporativnega upravljanja družb v državni lasti. Vse to so splošni cilji, ki jih določa strategija v zadnjem vsebinskem poglavju, cilji strateških naložb, vendar jih mora SDH obvezno upoštevati pri izvajanju upravljalskih dejavnosti pri vseh naložbah. Prva je kolegica Tacer, izvoliš. Hvala, predsedujoči, za besedo. Pred nami je pomemben dokument, ki že desetletje ni bil posodobljen. In res zanimivo je bilo prebrati neko tako strategijo in si jo malo razdelati, da lahko razumemo, v kaj vlaga naša država in katera področja prioritizira. Zdaj, kot je bilo omenjeno, strategija opredeljuje 3 različne vrste naložb. Ene so portfeljske in zasledujejo gospodarski cilj, potem imamo pomembne, kjer Republika Slovenija želi ohraniti ključne razvojne dejavnike, in pa strateške. Tako da bom prav v kontekstu današnjega dneva jo izpostavila. Ko sem brala uvodni del, sem bila pozitivno presenečena, da se strategija opira na agendo za trajnostni razvoj Združenih narodov za 2030 in potem tudi na razvojno strategijo za Slovenijo 2030. Velikokrat slišimo v Sloveniji, da mi nimamo nobenih razvojnih planov in da ne načrtujemo dovolj strateško naprej. Gotovo se da veliko na tem področju izboljšati, ampak dobro se je pa tudi spomniti, da vseeno imamo neke okvire, na podlagi katerih lahko gradimo. In ravno zaradi tega, ker te okvire poznam, v bistvu še bolj te iz vidika Združenih narodov, meni, za razliko od mojih kolegov, ni čudno, da se obravnava enakost spolov tudi v tej strategiji. Zakaj? Izvorni dokument, na katerem temelji strategija, je agenda za trajnostni razvoj 2030, ki v okviru Združenih narodov opredeljuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki naj bi jih uresničili zato, da bomo živeli v trajnostni družbi po letu 2030. In eden izmed teh 17 ciljev, ne boste verjeli, je tudi enakost spolov. Zato neko pretirano zgražanje nad tem, tudi v luči, da bomo direktivo, ki jo moramo implementirati, ki ravno zasleduje to zastopanost pri vodenju v gospodarstvu, mislim, da ni primerno. Jaz sem cilje trajnostnega razvoja malo bolj spoznala, ko sem bila mladinska delegatka pri OZN in sem v bistvu na to temo delala pogovore za vsak cilj trajnostnega razvoja. Ravno zaradi tega, ker mislim, da jih v slovenski družbi ne poznamo dovolj in da se v bistvu ne dela potem posledično tudi dovolj aktivno, da bi se jih do leta 2030 uresničilo. In tela izvajanja pred mano so bila dokaz, da je to očitno res. Vseeno pa to lahko izboljšamo in iz tega vidika sem pač želela pohvaliti, da je to izvoren dokument, iz katerega gremo in na katerem gradimo našo razvojno strategijo. Hvala. Za konec pa še, ko sem rekel, zelo dolg, enakost spolov v nadzornih svetih družb v državni lasti. Gospe in gospodje, ženske so enako sposobne kot moški. In s tem krnimo ravno to, kar želimo sporočiti. No? In jaz mislim, da je treba iskati kakovostne, dobre ljudi, ne pa zagotavljati kvot. Ker enkrat bomo prišli v zgodbo, ko bomo zagotavljali moške kvote, enkrat ženske kvote, gospe, dame, pa dajmo biti napredna družba, no? So enako sposobne. Brez tega, da zapisamo.
normalni. No? Ampak hočem to povedati, da to je še z enega vidika, ki je v zadnjem času enako spolov, kaj pa nekdo, ki bo rekel, da je ne ženska, pa ne moški minister. Ne? Se to tudi danes pač moderno, oziroma imamo tudi 38 spolov v Združenih državah Amerike registriranih. No? Pa jih zagotavljate. Mislim, smešno je, da se v strategiji, ki je tako pomembna, to zapiše. No? Da se razumemo. Jaz temu ne nasprotujem temu, ampak strategija govori res o pomembnih stvareh. Enako spolov je pomembna stvar, ampak zato imamo druge dokumente, ki jih moramo opredeljevati in zapisati. No. Glede DSU-ja pa gradnje stanovanj strani države, pač noben ne bo prepričal, da treba mladim omogočiti, da naj pač si sami imajo pogoje, da so bili tukaj predstavniki Banke Slovenije, lahko tudi z njimi to diskutirali, da treba dati mladim pogoje, da si sami pač lahko ustvarijo svoj dom, ne pa da jim država gradi nekaj, kar si mogoče sploh ne želijo, pa da se to gradi v mestih, ne, s tem, da so nas polna usta decentralizacije. Ja, je kar zanimivo branje tale odlok o strategiji upravljanja naložb države, kaj se je dogajalo v zadnjih 9 letih od števila naložb, pa to, kako spreminjamo procentualno, pa tudi številčno posamezne naložbe v strateške, pomembne ali pa portfeljske. Tudi zanimivo je noter število glede prodaje oziroma izkupička državnih podjetij v teh 9 letih, kjer najdemo zelo zanimive gospodarske, finančne, ampak predvsem nažalost tudi medijske zgodbe, kot so prodaja naprimer določenih bank, Abanka, Gorenjska banka, določenih podjetij, kot so Adria Airways, Elan, Pivovarna Laško, Paloma in tako naprej. Tako da je zelo zanimivo, ko je prej minister rekel, da je nek ključen cilj te nove strategije dvig produktivnosti, če sem si prav zapomnil. Zdaj, dvig produktivnosti v nekem gospodarskem, ekonomskem, predvsem pa v finančnem smislu težko merimo, če ne vemo, kakšno bo prvič mednarodno okolje, drugič pa tudi kakšni bodo tuji partnerji, ki jih bo Slovenija tudi v naslednjih morda 9-10 letih oziroma v času izvajanja te strategije tudi zanimala. Skratka, prodalo se je nekaj podjetij, za katere tudi samo osebno menim, da država ni imela kaj iskati v njih. Prodala pa so se določena podjetja, za katere sam menim, pa tudi nazadnje posamezne finančne institucije so to nakazale, da smo bili Slovenija kot država, ne glede na to, ali je šlo za SDH ali za katero drugo zadevo ali tudi samo vlado, da so se posamezne zadeve slabo prodale. Skratka, da država ni imela tistega izkupička, kot si ga je sama zamislila. To se je posebej pokazalo pri posameznih prodajah, ko se potem so ta podjetja oziroma ti deleži potem prodajali naprej, da je bila Republika Slovenija, ne bom si drznil reči, oškodovana, ampak prikazana kot zelo slab prodajalec. In me skratka zanima v tem prvem delu, ko je bilo rečeno, kako je treba dvigniti produktivnost, kako misli SDH ali pa tudi sama vlada ali pa morda tudi samo Ministrstvo za finance to izvajati, pa ne samo z letnimi poročili, ampak tudi kako misli to tudi nadzirati, skratka, da v naslednjih letih ne bo prišlo do podobnih zgodb, kot so bile, da se je pokazalo, skratka, da je Republika Slovenija zelo slab prodajalec. Zdaj, druga stvar, ki me zanima, glede na to, da sem član odbora za kmetijstvo, vsi poznamo zgodbo prodaje Panvite, Perutnine Ptuj, kjer se ni zaščitilo slovenske zemlje, ni se predvsem zaščitilo slovenskega kmeta, pa me zanima, čisto tako bom rekel, osebno mnenje ministrstva oziroma ministra za finance, ali meni, če bi se danes odločil, ali bi še enkrat na isti način podpiral prodajo Panvite in pa Perutnine Ptuj. Skratka, ali menite, da si kmetijstvo morda v tem odloku o strategiji upravljanja naložb države zasluži kakšno dodatno alinejo ali pa odstavek, ali pa je bolj pomembno, kot je že kolega Jernej povedal, v to strategijo riniti enakost spolov. Država bi se morala umakniti iz
tega, koliko stanovanj bo kje zgradila, ampak to prepustiti občinam in pa mladim ali pa tudi starejšim ljudem, ki želijo imeti svoje stanovanja, ne pa da jim država na eni strani zapoveduje, kje se bo gradilo, po drugi strani pa iz eno drugo zakonodaja meče cokle pri izvajanju te stanovanjske politike oziroma stanovanjske strategije.